Pozdravljeni! Pred samimi kvalifikacijami za veliko nagrado Združenih držav je prav, da si malce ogledamo tehnične novosti ter kaj sta pokazala prvi ter drugi prosti trening. Sezona gre k koncu in kakih tehničnih revolucionarnih novosti ni, a tudi tu v Združenih državah smo videli nekaj malenkosti. A kljub vsemu menim, da je najprej potrebno dati pozornost drugim zadevam. O asfaltni podlagi sem govoril že v tistem uvodnem prispevku. In kljub temu, da je organizator postrgal tiste grbine, ki so nastale na samem dirkališču, smo videli kar precej skakanja vseh bolidov. To bi znalo negativno vplivati na sam oprijem in seveda videli smo kar nekaj napak. A to bi znalo narediti dirko še bolj zanimivo in manj predvidljivo. A kar se mi je zdelo izjemno zanimivo, je bila menjava pogonskih sklopov pri Mercedesu. Ne samo tovarniški ekipi, ampak tudi pri Sebastianu Vettelu ter Georgeu Russellu. Valtteri Bottas je vgradil 6. motor z notranjim izgorevanjem. Dobil je 5 dodatnih kazenskih mest na samih kvalifikacijah. Mnogi izmed vas se boste sedaj vprašali, zakaj je Lewis Hamilton dobil 10 mest, Valtteri Bottas pa le 5. Športni pravilnik določa, da lahko voznik v sezoni porabi 3 motorje z notranjim izgorevanjem brez kazni. Pri 4., torej prvi enoti čez mejo, dobi 10 mest, pri vsaki naslednji 5., 6., 7. enoti pa samo 5 mest. Ker je Valtteri vgradil 6. motor z notranjim izgorevanjem, je dobil samo 5 mest. Pri Vettelu in seveda Russellu so zamenjali več komponent, zato bosta oba začela z dna štartnega razporeda. A zanimivo, na prostih treningih je bilo še nekaj drugega. Kolikor pogledamo porabo pnevmatik na prvem prostem treningu, bomo ugotovili, da kar nekaj voznikov ni uporabljalo ne srednje in ne najtrše mešanice pri pnevmatikah. Uporabili so 2 seta tistih najmehkejših. In ne govorimo o nekih sekundarnih ekipah, temveč o onih glavnih. In to je zanimivo, kaj ti pove nam lahko marsikaj. V drugem prostem treningu smo videli tisto običajno dogajanje, ko so večinoma uporabili pnevmatiko medium in pnevmatiko soft. Verjetno na samih kvalifikacijah bomo imeli dokaj zanimivo dogajanje, predvsem v drugem delu. Namreč na tej tabeli lahko vidite, kaj je posameznem vozniku sploh ostalo na razpolago od tistih začetnih 13 kompletov. Vidimo, da marsikdo ima sedaj pred 3. prostim treningom 5 setov najmehkejših pnevmatik. In kolikor bodo porabili en set na 3. prostem treningu, se lahko nekako sumi, da v drugem delu kvalifikacij bodo uporabljali pnevmatiko medium. In vidimo tudi, da pnevmatiko hard so dokaj pazili in redko kdo jo je želel sploh uporabiti. In tu bi se zopet rad vrnil na prvi prosti trening, kjer je bil Perez tisti s fantastičnim časom na najtrši mešanici. Tudi v drugem treningu ne smemo pozabiti, da Max Verstappen je svoj najboljši čas postavil na srednji trdoti pnevmatike. Ni imel priložnosti izkoristiti tiste najmehkejše. A poleg tega sem vam obljubil še tehnično novost.
In to smo videli pri ekipi Alfa Romeo Racing. Na prednjem stabilizatorju smo videli rahlo drugačno obliko pomožnih profilov. Namreč izjemno izrazit kot je nastal tam v bližini generatorja vrtinca Y250. S to komajda zapazno spremembo na pomožnih profilih hočejo doseči večjo stabilnost, predvsem tu na izjemno valovitem asfaltu v Austinu. Videli smo, da oba bolida na prostih treningih sta pokazala malce boljšo formo kot ponavadi, ampak prosti trening ni pravo merilo. Daje nam občutke in ne moremo z gotovostjo trditi, kaj lahko iz tega sploh pričakujemo. Pojdimo na tista moja osebna predvidevanja, kaj lahko sploh pričakujemo na samih kvalifikacijah. Namreč drugi prosti trening oziroma rezultate drugega prostega treninga moramo, po mojem osebnem mnenju, imati z veliko rezervo. Namreč še Sergio Perez je dosegel višji čas kot Valtteri Bottas na prvem prostem treningu. Sam sem pričakoval bistveno boljši čas, ampak pri Formuli 1 so me malce razočarali. Uporabljal sam nek korekcijski faktor glede na tisto, kar smo videli v sezoni 2019, ampak kljub vsemu, bolidi so bili počasnejši od tistega, kar bi lahko pričakovali. In to nam da lahko sumiti dve zadevi. Prvič, da so glavno delo, kar se tiče kvalifikacij, opravljali na prvem prostem treningu. In drugič, mnoge ekipe so malce skrivale svoj potencial. Verjetno so imeli v rezervarjih več goriva in so bolj kot kaj drugega delali na samem ritmu. Seveda, gre za moje osebne špekulacije, ampak po tistem, kar sem videl, menim, da so pri Mercedesu v prednosti. V prednosti so, ker njihov bolid je bolj stabilen, oba voznika imata nova motorja z notranjim izgorevanjem, ampak tu moramo upoštevati kazen Valtterija Bottasa. Lahko bo dosegel fantastičen čas na samih kvalifikacijah, ampak 5 dodatnih mest ga zna potisniti za oba Red Bulla. Pri Red Bullu so tudi pokazali dokajšnjo mero stabilnosti, predvsem pri tistih posnetkih, ki smo jih videli s kamere na samem bolidu. Od zunaj je bilo opazno kar močno skakljanje, ampak tu je bilo nekako stalnica pri vseh ekipah. Pri ostalih bi rad poudaril nekako ponovno odkrito formo pri McLarenu. Ker naenkrat so zopet postali hitri in McLaren ima kar velik interes v Združenih državah. Naj vas spomnim, imajo ekipo oziroma sponzorirajo ekipo, ki se nahaja v prvenstvu IndyCar. Treba je razumeti, da globalno tržišče nekako lahko tudi dirigira formo, ki jo vidimo na prostih treningih, na določeni kategoriji motošporta. Resnica bo vidna najprej na kvalifikacijah in nato na sami dirki. Zato tu ne bi odpisal naprimer niti skuderije Ferrari, ki je pokazala z novim pogonskim sklopom malce boljšo formo, čeprav ne nič revolucionarnega. A vseeno odpira se novo vprašanje. Kak bo zaključek pri Red Bullu? Videli smo, da pri Mercedesu so v zadnjih dirkah zamenjali kar nekaj komponent pogonskega sklopa. Čakamo, kdaj bo prišel na vrsto Red Bull oziroma Honda, če bo prišel. Namreč menim, da si ne želijo kazenskih mest, ampak po mojem mnenju si še manj želijo odstopov. Bomo zato na nekaterih dirkah videli pogonski sklop, ki bo deloval na nižjih obratih. Zanimivo bo to že videti na samih kvalifikacijah, kajti pri pravilniku Parc Fermé ne smejo kaj preveč spreminjati nastavitev. In zaradi tega bo znala biti dirka izjemno zanimiva.
Ampak o tem, kar bomo videli na samih kvalifikacijah in o mojih strateških predvidevanjih za samo dirko, bo seveda govora v jutrišnjem prispevku, tistem zadnjem briefingu. Kar se tiče današnjega, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.